Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v zadnji tretjini oktobra, ki nam je razen vremenskih presenečenj nasul tudi številne dogodke s pozitivnim predznakom, vsaj kar zadeva lokalno okolje. Sicer pa je oktober tudi mesec požarne varnosti in mesec, ko bomo ponovno premaknili ure v zimski čas. Premikamo pa tudi nekatere mejnike in govorimo o stvarih, ki so bile včasih zamolčane. Nekaj tega boste izvedeli tudi v informativni oddaji tega tedna, zato vabljeni k ogledu. V Slovenjebistriški galeriji Grad odprli razstavo del akademske slikarke Maje Šubic. Simpozij skupine Impol o prihodnosti trenutno najbolj uspešnega podjetja v Podravju. Ob tednu starejših srečanje starejših krajanov krajevne skupnosti Impol. Slovensko združenje Europa Donna v Slovenski Bistrici izvedlo že tretjič tek Zaupanje v podporo osveščanja o bolezni raka na dojkah. Slovenjebistriški klub študentov v 25-letnici delovanja organizirajo koncert Noč ljubezni. Ob svetovnem dnevu in tednu otroka slovenjebistriški župan sprejel učence in mentorje prometnih krožkov. V policijskem dosjeju o krajah, goljufijah, namernih poškodbah, prometnih nesrečah in kršenju javnega reda ter miru. V rubriki Lokalne novice o mnogih dobrih dogodkih, ki smo jih zabeležili na Bistriškem. V četrtek 13. oktobra je skupina Impol v hotelu Jakec pri Treh kraljih organizirala raziskovalni simpozij. Program simpozija je bil razdeljen na 4 sklope. Po uvodnem pozdravu glavnega izvršnega direktorja skupine Impol Edvarda Slačka so bile v okviru prvega sklopa predstavljene izkušnje drugih poslovnih subjektov. V drugem sklopu je bil poudarek na prihodnosti skupine Impol in sicer posebej za segmente livarništva, stiskalništva in valjarništva. Tretji sklop je vključeval tehnološke izzive. Simpozij so zaključili s četrtim sklopom, v okviru katerega so predstavili še podporne procese. Po končanem simpoziju je bilo za udeležence pripravljeno skupno kosilo. Neformalno druženje so nadaljevali še ob bowlingu v kletnih prostorih hotela. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v četrtek 13. oktobra v galeriji Grad v Bistriškem gradu odprl razstavo akademske slikarke Maje Šubic z naslovom Dedu za petami Erasmus Darwin 1731-1802. Samostojna ustvarjalka, ki živi in dela v Škofji Loki in Poljanah, je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1990 diplomirala pri Emeriku Bernardu. Po zaključku študija na akademiji se je Maja začela močno posvečati knjižni ilustraciji in fresko slikarstvu. S pravimi freskami bogati fasade tako posvetnih kot tudi sakralnih prostorov. V tehniki fresk je v zadnjem času začela ustvarjati tako imenovane prenosne freske, kar so v bistvu prave freske na kamnu lehnjaku kot nosilcu. Z njimi je upodobila dnevnik Charlesa Darwina, potovanje na ladji Beagle in tako na svojevrsten način v širšem umetniškem konceptu prenesla tehniko freske tudi v galerijske prostore. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, razstava pa bo odprta do 5. novembra. Tudi krajevna skupnost Impol je pripravila srečanje za svoje starejše občane. V petek 14. oktobra so jih v restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici pozdravili predsednik sveta krajevne skupnosti Impol Dušan Leskovar, podpredsednik območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica Jožef Trglec in Dragica Tomažič, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Impol. Druženje so popestrili s kulturnim programom, v katerem so poleg najmlajših sodelovali še vaberški fantje in člani dramske skupine Alojza Avžnerja z Gornje Ložnice. Naša naslednja točka je turizem. Pravzaprav lahko rečemo, da je za promocijo mesta slabo poskrbljeno.
Seveda, gospod novinarka, me veseli, da ste spoznali to, ne. Seveda je slabo poskrbljeno. Zdaj sem imel prijatelja iz Argentine, tu praktično turistov tak ni, 1, 2, 3 pridejo na leto. Pa sem ga malo po Bistrici pelo, smo hteli nekaj kupiti v Slovenski Bistrici, majico, recimo, napisano Slovenska Bistrica, ja pa saj je nimaš. Ko sem prašal po trgovinah, so se mi tako smejali, kot da sem mi neki ptič na nos krav. Glede, tu smo mi šlo, turistov praktično ni, to je vsem jasno. In ko bom ježopan, tu avtocesto spelam, tule mimo, mogoče se bom tam Sodexo dal, cajkal stran, tu bo šla avtocesta, da pridejo turisti, mi jim imamo kaj pokazati. Poglejte naše kleti, mi imamo 2 grada, tu pa Kajzerja, imamo nove rondoje, imamo novi dom upokojencev, imamo vikend, imamo vina, turistov pa ni. Glejte, jaz mislim, da smo se tu vsi na jasnem, dragi moji volilci, da mi turiste rabimo, skupaj ga bomo skrali in jaz bom to zrikal, ne, tudi se vede, ja, hvala. Hvala. Torej, turizem, da? A ne, ampak zmajšanje, no pa kakvi turisti, pa dal te nunca, dal že gledal tukaj paste, tukaj nas. Se prepalajo s totimi starimi avtobusami, pol metra za Kalijo, eni prvič rodoje vidijo, se 3-krat okoli pelajo, potem pa tako grejo spet tankaj. Ne, se zabavljate, mi turistov sploh ne anuncamo. Samo pogledajte vi, tule, ko je bil Svetni petek, pa Novo leto, pa tam je, kaka gužva, da v Bistrici, ti, ko so navali tudi, vse so požarili, veze, tako da že eno leto niso nič jajde. Potem smo pa stali kid magli za imi bovca, pa kaki turizem. Kao ni šlant, ko mežo gon, zapem, sever izvozi z avtociste, hoče pa kar jug zodi. Da ja ne bi kjeri slučajno sem v Bistrico zavil. Ni ne narabno. Se ne nobenega poznaš, ko pride, samo čudno te gledajo, pride reja, se na vajki, bomo kaj rekel, ali bomo rekel, idi naprej. Poslušajte, tak te vam zdaj povajam, mi ne nosamo njihovega denara, ker sami dosti trošimo. Tako da turisti, adijo, drugam, mi jih ne nanosamo. V krajevni skupnosti Impol živi trenutno 354 krajanov, ki so starejši več kot 70 let. Srečanja starejših so običajno v začetku oktobra ob tednu starejših. Pred kratkim so se tako srečali tudi starejši v krajevnih skupnostih Alfonza Šarha, dr. Jagodiča in Pohorskega Odreda. Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku dojk. 15. oktobra pa že 9. leto zapored obeležujemo dan zdravih dojk. V Slovenski Bistrici so na ta dan izvedli že 3. tek in hojo za upanje. V sodelovanju z drugimi športnimi društvi so dogajanje popestrili športnimi igrami in promocijo športne ekipe Europa Donna. Zbrana sredstva štartnino bodo namenili socialno šibkim otrokom v občini Slovenska Bistrica. Članice slovenskega združenja Europa Donna so v soboto dan zdravih dojk obeležile tudi s plesom v Ljubljani, Postojni, na Jesenicah in v Slovenski Bistrici. Z vklopom v živo na Val 202 so ob 11. uri na vseh lokacijah hkrati zaplesali na pesem Lep je dan pevke Anje Rupel. V Postojni, Slovenski Bistrici, Ljubljani in na Jesenicah bodo prav zdaj članice Europe Donne skupaj s plesalci in šolarji zaplesale za zdravje in na ta način vso Slovenijo opozoriti, da smo za svoje zdravje odgovorni sami. Zvrtite se z njimi ali pa vsaj prisluhnite Ani Rupel, ko nam sladko laže. Lep je.
Klub študentov Slovenska Bistrica letos praznuje 25-letnico svojega delovanja. V ta namen bodo do konca leta pripravili kar 25 dogodkov oziroma projektov, med drugim v 2 delih Bistriško noč ljubezni. Prvo dejanje so izvedli v soboto 15. oktobra, ko je v Mladinskem centru v Slovenski Bistrici nastopila skupina Nude. Kdo si element ljubezni, vedno pogledno. Vračam ti nasmeh in da poljubil slovo. Videl sem skoraj, kjer je vse lepo. Ste pa vi, vsi ste sami vzor. Kdo si vedno pogled tvoj, vračam ti nasmeh in da poljubil slovo. Vidim se skoraj, kjer je vse lepo. Evo mi srca! Vsi ste sami nocoj. Kdo si element ljubezni, vedno pogled tvoj. Vidim se skoraj, kjer se lepo. Ti si sami nocoj. Kdo si element ljubezni, vedno pogled tvoj. Vračam ti nasmeh in da poljubil slovo. Vidim se skoraj, kjer je vse lepo. Sem stal in hital vse najlepše stvari. Če bi vedel, bi znal. Če bi znal. Zate, zate. Če bi znal, zaigral bi najlepšo pesem zate. Če bi vedel, odkril bi vse skrivnosti zate. Samo zate. Če bi znal, zaigral bi najlepšo pesem zate. Ob obletnici smo se pogovarjali s predsednico Kluba študentov Slovenska Bistrica, Lučko Goričan. Kako je bilo na začetku, torej kdo so bili pobudniki, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Ja, vse skupaj se je dejansko začelo že tam pred samim letom 1991. Sam začetek oziroma prvi statut Kluba študentov je bil sprejet 16. februarja leta 1991, tako da moramo vedeti, da je bilo že veliko truda pred samim sprejemom statuta vloženo v to. Zdaj, skozi našo 25-letno zgodovino so se spreminjale mnoge ekipe, naprimer bila sta tukaj brata Tkauc, tudi recimo pred našo ekipo je vodil Klemen Hren, potem Andraž Kvas, Matevž Skrbiš, tako da lahko bi rekla, da v bistvu klub deluje glede na to, kakšna je vizija njegovega vodilnega člana. Kako ste torej organizirani danes, katere dejavnosti izvajate, kako je s članstvom? Danes smo organizirani tako, da sam upravni odbor Kluba študentov vodi 7 članov, torej predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik,
koordinator projektov, predsednik dijaške skupnosti in pa tudi potem še 7. član. Danes poskušamo delati čim več različnih stvari. Klub študentov ni zgolj samo te zabave, ki so, lahko rečemo, najbolj odmevne. Pripravljamo tudi, recimo zdaj vodimo tečaj nemščine za vse tiste, ki pač mogoče tudi nekoč strmijo k temu, da bi odšli v tujino. Imamo razne psihološke delavnice, tudi športne aktivnosti. Imeli smo recimo zorbing na stadionu, pripravljamo vsak teden ob ponedeljkih rekreacijo. Tako da lahko bi rekli, da skušamo skrbeti, da je življenje študentov čim bolj pestro. Seveda pa jih želite pritegniti čim več. Ja, seveda, želimo jih pritegniti, da bi se nam pridružili, želimo ne samo, da se včlanijo in koristijo naše aktivnosti, želimo jim ponuditi tudi neke reference za nadaljnje življenje, torej da se nam aktivno priključijo kot aktivisti, tudi sami se lahko poizkusijo v organizaciji nekega dogodka. Mi smo zato vedno odprti in res radi sprejmemo takšne ljudi, ki sami pridejo s pobudo k nam. Ob obletnici pripravljate 25 dogodkov oziroma projektov. Nekako je v ospredju Bistriška noč ljubezni. Ja, zdajle pripravljamo akcijo 25 za 25, torej kot ste rekli 25 dogodkov. Zdaj prvi del Bistriške noči ljubezni je za nami, torej bilo je zelo uspešno izvedeno, dobili smo res odličen odziv od publike. Tudi sami bendi so bili zelo zadovoljni in so rekli, da se že dolgo niso imeli tako zelo fajn. Seveda pa je potrebno napovedati naslednjo, torej 28. oktobra, ko se nam pridruži skupina Manuš. To bo v bistvu neka različica. Rekli smo, da prvi moramo narediti nekaj za noč čarovnic in torej bomo tudi malo povezali z tem in se bomo poskušali malce sprehoditi po časovnici nazaj in tako smo tudi pripravili, da vsi tisti, ki pridejo oblečeni, torej rečemo za kakšno desetletje, 2 nazaj, dobijo nekakšno posebno nagrado. Potrebno je še povedati, da boste zbrana sredstva od vstopnin, od teh dogodkov namenili v dobrodelne namene. Ja, torej, kadarkoli vidite, naprimer za tečaj nemščine se pobira za člane, za nečlane, torej pobiramo neko vstopnino, lahko rečemo tudi tukaj na dogodkih, ko pobiramo te zadeve. V bistvu kjerkoli, tudi vedno je na voljo naša škatla s prostovoljnimi prispevki in vse skupaj torej gre v nek dobrodelni sklad. Ta bo namenjen Srednji šoli Slovenska Bistrica. Zdaj probamo mi to nekako povezati, poskusili bomo se torej skupaj z njimi spraviti v nabavo nekega defibrilatorja tudi za telovadnico, kjer upamo, da bo pomagal ne samo dijakom, ampak tudi vsem, ki v popodnevih imajo rekreacijo, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Ostali znesek pa bo seveda šel v sklad Srednje šole Slovenska Bistrica, kjer se bo namenil tem socialno ogroženim dijakom. V torek, dne 18. oktobra, je župan dr. Ivan Žagar v sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu občine Slovenska Bistrica pripravil srečanje s predstavniki učencev osnovnih šol in njihovih mentorjev na področju prometne vzgoje. Srečanja so se udeležili predstavniki osnovnih šol Minka Namestnik Sonja, Pohorski odred, Slovenska Bistrica, Črešnjevec, Laporje, Tinje, Spodnja Polskava, Zgornja Ložnica ter Šmartno na Pohorju. Vse prisotne sta uvodoma pozdravila župan Ivan Žagar ter predsednik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu Dušan Leskovar. V nadaljevanju so učenci oziroma predstavniki naštetih osnovnih šol na kratko predstavili cestno-prometno problematiko s poudarkom na posameznih nalogah, ki bi jih bilo potrebno še opraviti na območjih posameznih šol, predvsem glede zagotavljanja varnih poti v šolo. Zelo veseli smo, da je končno urejen manjkajoč del pločnika pri športni dvorani Slovenska Bistrica s prehodom za pešce. Sedaj lahko učenci varno prečkamo cesto. Vsem, ki ste nam pomagali do dobrih in varnih rezultatov, se iskreno zahvaljujemo. Naše želje pa še niso končane. Želimo si, da bi se odpravile še nekatere pomanjkljivosti, ki imajo lahko zelo veliko vlogo pri udeležencih prometa in so pomembne za varno pot do naše šole. Radi bi, da nam pomagate uresničiti korak do varnejše poti do šole s kolesi in peš, zato predlagamo, da se uredi na cesti za igrišče oznaka za kolesarsko pot in se naj nadaljuje po Kopališki ulici, da se avtobusne postaje uredijo v parkirišču za šolo Pločnik do stopnišča, da se še naprej nadzoruje park, da se zavaruje z ograjo vsaj del šolskega okoliša, ki meji na cesto.
Učenci in starši na svetu staršev so izrazili željo po kolesarnici. Predlagali so nadstrešnico na koncu parkirišča za delavce šole tik ob igralu. Potrebna bi bila stojala za kolesa in možnost zaklepanja. Starši opozarjajo še na nekoliko nevarnih poti v širšem šolskem okolišu, ki bi jih bilo potrebno urediti. Nedokončan pločnik proti Devinski ulici, kolesarske poti do šole. Preteklo šolsko leto in nov začetek smo preživeli varno in mirno. Želimo si, da bi tako bilo tudi letos, saj bomo zelo ponosni, če bodo naše aktivnosti prinesle varne rezultate in se bo vsaj del naših želja, ki smo jih podali s predlogi, uresničil. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vse, kar ste nam že uresničili. Učenci in njihovi mentorji osnovne šole Porškega odreda Slovenska Bistrica. Na občini so zagotovili, da bodo strokovne službe v sodelovanju s policijsko postajo Slovenska Bistrica proučile vse posredovane predloge in pripombe. Na osnovi tega se bo v okviru finančnih zmožnosti poskrbelo za ustrezne rešitve na področju zagotavljanja večje prometne varnosti v izpostavljenih šolskih okoliših. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo zabeleženih 8 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, 1 poškodovanje tuje stvari, 1 goljufija in 3 ostala kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. Občan je naznanil, da je v aprilu 2016 posodil znanki določen znesek denarja, ki pa mu ga kljub večkratnim opozorilom ni vrnila. Lastnik je oškodovan za 750 evrov. Neznani storilec je na bencinskem servisu natočil gorivo, vendar se je odpeljal, ne da bi plačal račun. Škoda je za 45 evrov. Nekdo je z vozilom trčil vozilo, ki je bilo parkirano ob vozišču, ukradel pa je tudi registrsko tablico. S tem je povzročil škodo na vozilu, lastnika pa je še dodatno zaradi registrske tablice oškodoval za 50 evrov. S področja prometne varnosti so policisti zabeležili 24 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 44 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še en dimniški požar ter našli pogrešano osebo. Spoštovani, informativna oddaja iz studia Bistrica se je iztekla, kljub slabim vremenskim napovedim si naredite prijeten konec tedna in ne pozabite na pravila, ki veljajo v cestnem prometu tako za voznike kot za pešce. Pa srečno do prihodnjega tedna.